Kralj Aleksander naj bi se v Laškem vsaj na kratko, morda za fotografiranje, ustavil ob povratku na poti proti Beogradu, ko je na svoji turneji leta 1920, ko je bil še regent, obiskal več slovenskih krajev. Takrat ga je v Laškem, tako je zapisal časnik Nova doba, prišla pozdraviti velika množica ljudi. In tudi tokrat, ko je šlo več kot le za rekonstrukcijo dogodka, je bila množica, vsaj šolske mladeži, velika. Bilo pa je tudi gospa in gospodov iz mesta in okolice in nekaj obveznih firbcev. Katera kaj nase da in se za gospo šteje, je prišla v opravi iz tistega obdobja. Najbolj imenitne s frizurami in celo klobuki in kakšno preparirano živaljo okrog vratu. Kar dobro jim je odrezalo pozdravljati kralja. Seveda ne pravi prestolonaslednik, ampak zaigran, je množico pozdravil in ji spregovoril. Ni šlo brez stare slovenske himne in tudi otroci so kralju zapeli. No, na prizorišču je bil resničen župan, tistega, ki pa je izposloval mestne pravice, torej takratni župan dr. Roš, je bilo pogrešati. Navdušenje nad kraljem je bilo res veliko. Nihče se pod vtisom njegovega veličanstva ni ukvarjal z dejstvom, da kralj pomeni monarhijo, kakršnokoli že, in da se v njej, razen redkih izjem, ljudstvu ne godi najboljše. Za kralja se je pač treba le roditi, pa si že na oblasti. V demokraciji pa se je vsaj vsaka 4 leta le treba dati nalepiti na plakate in ljudem v zobe. V evforiji za časi, ko je Laško postalo mesto, torej leta 1927, ta dejstva pač niso imela prostora. In kaj je lepšega kot kratek izlet v preteklost, kjer je vse tako, kot mora biti, brez kančka resničnosti, pa vendar se zares dogaja.